Mene pa zdaj zanima, tle smo zdaj ugotovili na tej seji, da pač v bistvu so vsi proti, tako lokalna skupnost kot predstavniki iz ministrstev, ki so pač pristojni za to, tako vlada. Koga se zdaj bojimo tle? Mislim, da je peticija nastala na podlagi zaskrbljenosti ob nekaterih izjavah predstavnikov vlade. Takrat, ko se je dopuščala možnost, da se postopki in aktivnosti v zvezi z načrtovanim plinskim terminalom v Kopru nadaljujejo. Nadaljujejo se tudi postopki za postavitev terminalov v italijanskem delu Tržaškega zaliva. Torej, zgodba ni končana. Jasno je, da tukaj je interes investitorjev zelo velik in odziv na ta nov pritisk, ki se je bil izpostavljen tudi nekaterimi izjavami naših ministrstev, pristojnih ministrstev. Peticija je bila pravzaprav odgovor na to. Današnjo razpravo razumem kot razmislek o ne samo peticiji, ampak o tem, kako ustaviti ali na zakonit način, na legalni način ustaviti vse aktivnosti, vse postopke, ki potencialno še odpirajo možnost nadaljnega načrtovanja teh terminalov. V igri je tako imenovano energetsko dovoljenje, kar pomeni pol poti do končnega soglasja. Nekateri smo mnenja, da ni danih pogojev za tako dovoljenje, kajti tudi izdajo takega dovoljenja zahteva skladnost z prostorsko strategijo Republike Slovenije. Mi smo dobili veliko členov tega dokumenta, to je strategija prostorskega razvoja Republike Slovenije, ki je v neskladju z načrtovanjem takega objekta. In na to smo upozorili, zato mislim, da je možnost ustaviti nadaljevanje postopka in razbremeniti vzdušje, se oddahniti in dopovedati koprski lokalni skupnosti, da se nima več kaj bati. Se pravi, to pomeni, da lahko zdaj zagotovo trdimo, da plinskih terminalov v Kopru ne bo? Torej, veste, jaz sem poslanec, tega ne morem... Po zagotovilih, kolikor smo pač tukaj slišali. Po zagotovilih predstavnikov vlade naj ne bi bilo možnosti za namestitev takih. Torej, upajmo, da ne bo več presenečen, tudi ob morebitni novi krizi med Rusijo in Ukrajino. Najlepša hvala.